Pozdravljeni. Moj prispevek se osredinja na hiše v otroški in mladinski književnosti, pri čemer je poudarek na človeških bivalnih prostorih. Izhajam torej iz teorije literarne vede, za pomoč pri pojasnitvi nekaterih pojmov je vključena delno tudi arhitektura kot edina tehnična umetnost. Opravičila bi se rada za svoj nastop na temo, ki ne sodi najbolj v ABC bralne pismenosti, a sem prispevek za obeležitev 50-letnice revije Otrok in knjiga začela pripravljati veliko pred razglasitvijo teme letošnjega nacionalnega meseca skupnega branja. Pregled otroške in mladinske književnosti pokaže, da zgradbe v okviru teh pa prebivališča določajo književni prostor, veliko povedo tudi o književnem času in literarnih likih, torej o tem, kdaj, kako, zakaj in kdo je stavbe uporabljal in jih gradil. Arhitektura je po Jožetu Ramovšu umetnost in veda o urejanju prostora za bivanje in sobivanje ljudi. Obsega urejanje širšega naselitvenega prostora v kraju, to je urbanizem, hiše ali stanovanja za bivanje družine, za delovne in druge človeške skupine in najožje intimnega prostora, ki ga uporablja človek kot posameznik. Temu sodi celotna oprema, torej oblikovanje, dizajn in povezave, torej infrastruktura. Andrej Šmit navaja kriterije za vrednotenje in opisovanje arhitekture skozi zgodovinska obdobja, kamor uvršča na primer družbene razmere ob gradnji, tehnične možnosti, likovni in estetski duh časa, urbanistično analizo lokacije in podobno. V prispevku me torej zanimajo bivališča, ki se pojavljajo v otroški in mladinski književnosti. Razdelila sem jih na informativna besedila, informativno-literarna besedila in pa na čisto leposlovje. V okviru književnosti za otroke in mlade, katerih glavni liki so ljudje, so prebivališča skoraj vedno vsaj omenjena, mestoma so tudi opisana, iskala pa sem takšna besedila, v katerih imajo prebivališča posebno mesto in niso zgolj književni prostori. Pri literarnih likih je velikokrat mogoče glede na njihovo prebivališče določiti tudi socialni status, vrste stavb so povezane s poklicem, ki ga lik opravlja, kažejo na različna obdobja človeške zgodovine ali prazgodovine, na človekov tehnološki napredek ob gradnji in rabo različnih materialov. Raziskovanje sem zožila večinoma na slovenska otroška in mladinska besedila, ki vsebujejo neko posebnost glede na človeška prebivališča. Ob pregledu se je pokazalo, da zlasti med informativnimi besedili količinsko prevladujejo prevedena besedila o svetovno pomembnih arhitekturnih dosežkih, ki so močno prepleteni z zgodovino, politično ureditvijo, verovanji, razvojem splošne kulture in ohranjenimi pisnimi viri, če ti seveda obstajajo, kot na primer knjige o starem Egiptu, Grčiji, Rimu in rimskem cesarstvu, zgodbe starega sveta, zbirka Atlas svetovne zgodovine in podobno. Iz obravnave pa sem izločila besedila o živalskih bivališčih, torej na primer o osatu, gnezdu, duplini, rovu, termitnjaku, mravljišču
in vse živalske pravljice, čeprav je v nekaterih hišah zelo pomembna, kot na primer v nekaterih besedilih Svetlane Makarovič, Kuna pospravlja, Ščepr in Sapra mišja sreča, ali na primer v pravljici Anje Štefan Zajčkova hišica. Zastavila sem si nekaj raziskovalnih vprašanj, na katera bom poskušala odgovoriti skozi to predavanje. Kakšen tip bivališč se pojavlja v slovenski otroški in mladinski književnosti? Ali se vloga bivališč spreminja glede na književno zvrst in vrsto, glede na starost naslovnika, glede na literarni čas, glede na literarni prostor? Ali se bivališča oziroma stavbe, opisane v otroški in mladinski književnosti, razlikujejo glede na namembnosti, torej ali so javne ali zasebne, in kakšna je vloga bivališč v slovenski otroški in mladinski književnosti. V skupino informativnih besedil o hišah oziroma zgradbah sodijo enciklopedije in priročniki, ki predstavljajo arhitekturne pojme. Na primer, že navedeni arhitekturni pojmovnik za mlade Andreja Šmida, arhitekturo glede na namembnost, kot na primer delo Ivana Sedeja, 100 najlepših cerkva na Slovenskem, ali arhitekturo glede na čas nastanka, kakor je na primer knjiga Kako so bile zgrajena čuda antičnega sveta. Kot primer je izbrana otroška enciklopedija Zanimive zgodbe zgradb, v kateri je navedeno, citiram, arhitektura je vse, kar oblikuje naš prostor in kar nas v njem obdaja. Avtorica Sekaninova v nadaljevanju navaja, da so to hiše, palače, cerkve, mostovi, stopnišča, stebri, ceste in podobno. V nadaljevanju avtorica predstavlja zanimive oziroma pomembne zgradbe z celega sveta, na primer Hagio Sofijo v Istanbulu, Kolosej v Rimu, Alhambro v Granadi, Partenon iz Aten, Tadž Mahal iz Agre, Kitajski zid, Golden Gate v San Franciscu, Machu Picchu v perujskih Andih. Gre torej za otroško enciklopedijo, njena slabost je, da niso upoštevana obdobja človeške zgodovine ter celine, mestoma tudi države, kjer opisane stavbe stojijo. Morda bi bilo za informativni tip besedil bolj nazorno, če bi bile uporabljene fotografije stavb in ne ilustracije. Stališča arhitekture in književnosti kot interdisciplinarne navezave med dvema umetnostma se pojavljajo hibridna informativno-literarna dela, ki ob literarni zgodbi predstavljajo tudi dejstva o stavbah, gradnji, namembnosti in podobnem in so namenjena predvsem otrokom. V tej skupini besedil velja izpostaviti slikanici Kje pa ti živiš, Žive del in Bare Kolenc in avtorsko slikanico Manice Klenovšek Musil, Mala arhitekta, ter ilustrirano knjigo Ljubo doma, zgodbe o bivališčih, pohištvu in gospodinjskih aparatih Maše Ogrizek in Tanje Komadina. Mala arhitekta je slikanica o 5-letnem Petru in 3-letni Ani, ki s kamenčkov zidata mesto. Postavita 7 hiš, kolesarsko stezo, šolo in vrtec, cerkev, mestni trg, park, reko in vetrno elektrarno, saj potrebujeta energijo, da bosta lahko zvečer prižgala luč in gledala knjige. Drugi del besedila tvorijo vprašanja,
ki imajo podane 4 odgovore, med njimi je 4. pravilen. Na primer, kdo je arhitekt? Tisti, ki riše načrte. Predhodni 3 odgovori pri tistem vprašanju se navezujejo na druge poklice, izraženi so opisno. Tisti, ki poje, tisti, ki peče torte ali tisti, ki igra nogomet. V tem delu besedila so pojasnjeni različni pojmi in dejstva, povezana s stavbami. Arhitekt in da je najpomembnejši slovenski arhitekt Jože Plečnik, kaj je urbanist, zakaj hiše potrebujejo strehe, zakaj so nebotičniki najvišje zgradbe, čemu služijo kolesarske steze, kaj je trg, kakšen je park kot zunanji prostor v mestu in zakaj oziroma čemu služi vetrna elektrarna. Ljubo doma avtorice Maše Ogrizek in Tanje Komadina ima dvodelno zgradbo. Temeljno besedilo, to je literarna zgodba o selitvi iz vasi v mesto, iz družinske hiše v blokovsko stanovanje in drugi del, ki ga sestavljajo večinoma stripovske ilustracije z besedilom ali brez njega in pojasnjujejo predmetno stvarnost, omenjeno v zgodbah. Glavna lika sta 7-letna Polona in njen 5-letni brat Rok. Pri spoznavanju novega mestnega okolja, kamor se družina preseli, pa jima pomaga sovica, oživljena plišasta igrača, ki jima razlaga nepoznane stvari. Pomembne besede so z večjo pisavo zapisane že v kazalu, na primer hiša, stanovanje, miza, banja, hladilnik in tako naprej, v posameznih poglavjih pa so te zapisane z velikimi tiskanimi črkami in so torej že z uporabljeno tipografijo poudarjene v posameznem poglavju. Pomembne besede so razložene, ob tem pa so navedene tudi sorodne besede, kar je posebna odlika omenjenega dela. Na primer, v prvem poglavju so poleg hiše omenjene še druge vrste bivalnih zgradb, vila, stolpnica, nebotičnik, hišica na drevesu, pasja, uta, prikolica in zgodovinska periodizacija, na primer koliščarji in emonci. V nekaterih poglavjih so poudarjene besede, ki so vezane na določen prostor, na primer vse o kopalnicah, kopalniški opremi in razvoju higienskih prostorov skozi čas. Ali pa na primer vrste pohištva, kakor je primer miza, kjer je omenjeno, da poznamo jedilno, lepotilno, pisalno, klubsko, šolsko mizo, ali pa na primer so našteti gospodinjski aparati. Pri leposlovju je zadeva malce drugačna, razdelila sem jo na poezijo, prozo in dramatiko in začenjam s poezijo. Bivališča kot pomemben del človekove kulture so omenjena torej v vseh književnih vrstah. Večinoma gre le za omembe hiš oziroma stavb kot literarnih prostorov, v nekaterih primerih pa vrsta bivališča sporoča tudi o drugih okoliščinah človekovega bivanja. V poeziji je zbranih nekaj primerov, ki so zanimivi zlasti ob upoštevanju ilustracij, zato sem te za natisnjeni članek tudi dodala, kajti gre za to, da ilustratorji hišo predstavijo antropomorfno, njihova pročelja spominjajo na človeške obraze, okna so kot oči, vhodna vrata so usta, strehe so kot pričeske, kar psihologi poimenujejo pareidolija oziroma zaznavanje vzorcev, kjer jih načeloma ni. Ena takih lepših
je zagotovo Zajčeva hiša, ki je objavljena v delu Hiša sanja. Kadar hiša spi, se pokrije s streho, da ji ne dežuje v oči, da se ji utrinki z neba ne smetijo v usta, če v spanju z okni zija. Hiša sanja takrat spi nemirno in loputa z vrati. Včasih sanja dolge hišaste pripovedke. Takrat spi dolgo in zjutraj noče vstati. Kadar hiša spi, diha z zavesami, napenja jih v prepihu, zelo rahlo, zelo tiho. V proznih besedilih izstopajo pravljice, kjer so pogosto omenjena različna bivališča. Ta pa hkrati kažejo na družbeni red in hierarhijo. V slovenskih ljudskih pravljicah so najpogosteje omenjene bajte kot najemna bivališča, hišice, razkošne hiše in gradovi, ki že sami po sebi kažejo na finančno zmožnost prebivalcev. V sodobni prozi je najti tudi druge vrste bivališč. V nekaterih književnih vrstah, zlasti v pravljicah, postane hiša neke vrste simbol izrazito negativnega, celo strašljivega ali pa izrazito pozitivnega, kot nekega tipiziranega pozitivnega prostora. Primer izrazito pozitivne podobe prostora je na primer najti v nekaterih delih Ele Peroci, najrazličnejše hiše v njeni kratki fantastični zgodbi pravljice žive v velikem starem mestu, kjer gre za medbesedilnost in ilustrativne navezave na že znane pravljice, ki jih odkriva deček Vid. Na primer, sprehodimo se mimo hiše Rdeče kapice, Pepelke, Sneguljčice in drugih znamenitih likov iz pravljičnega sveta. Ali na primer njena muca Copaterica, kjer je v opisu urejena mala vas, v kateri so, citiram, majhne hiše, vse hiše v vasi so bele, vse strehe na hišah so rdeče, vsa okna imajo zelene polknice, dvorišča so pometena in cesta je gladka. Vse je v najlepšem redu, le otroci so neredni. Konec citata. Tudi hišica muce Copaterice je bila bela, imela je rdečo streho in polno rož, ker jim je hišica domača, se otroci Copaterice sploh ne bojijo. V realistični zgodbi Stara hiša številka 3 Tanja Komadina tudi skozi ilustracijo predstavi osamljeno hišo, ki oživi takrat, ko jo naselijo otroci. Ti prinesejo v hišo svoje dragocenosti, ki seveda nimajo finančne vrednosti, barvice, stare lončke, servietke. Posadijo rože, k njim pride mačka in iz dimnika se vali dim. In zato postane hiša simbol domačnosti. Dvojnost negativnega, kar predstavlja Zemlja, in na drugi strani pozitivnega, kar predstavlja Mars, v ravnanju prebivalcev je prikazana v natančnem opisu domovanja Miša, Maša in Šaša, kakor ga najdemo v fantastični pripovedi Vida Pečjaka Drejček in trije Marsovčki. Drejček si ob obisku Marsa ogleda dom svojih prijateljev. Natančnost, s katero je Pečjak opisal marsovski dom, nakazuje na skrben in ljubeč odnos do otrok. To avtor poudari tudi ob tem, ko Marsovčki Drejčku povedo, da ima Mars 2 luni,
Na eni so tovarne, druga pa je spremenjena v otroško igrišče. Patricija Peršolja v delu Hiša iz besed, ki sodi med kratke realistične zgodbe, govori o deklici, ki je že od nekdaj želela svojo preprosto hišo s srcem, kakor zapiše avtorica. Neimenovana prvoosebna pripovedovalka naredi hišo iz papirja in iz kart, vendar se podreta. Zato se je deklica odločila, da bo naredila hišo iz besed, ki jih bo slišala. Najprej posluša besede bogatih ljudi, na primer moč, denar, oblast. Spet drugi so govorili besede o zdravju ali solati, tretji povsem nepomembne besede, na primer o gneči na pošti. Besede bogatih so se ji zdele najprej pomembne, vendar ko je sezidala hišo iz njih, so bile hladne, temačne in prav nič ljubeznive te sobe. Deklica je to hišo praznih besed podrla in začela iskati ljubeznive besede, kot na primer rad te imam, lepo te je videti, hvala, objem. In potem ji je manjkala le še ena beseda. Tako je njena hiša dobila vrata z besedo čarobno in dobila je srce. Glavni lik v avtorski slikanici Mojce Osojnik z naslovom Hiša, ki bi rada imela sonce, je mala hiša, ki stoji v velikem mestu in živi čisto sama. V svoji zapuščenosti si je krajšala čas s prisluškovanjem ljudem, pri čemer jo je nad vse zanimalo, kakšno je sonce, o katerem je veliko slišala. Nikoli pa ga še ni videla. Skozi občutenja, lastna ljudem, je predstavljeno hišino razpoloženje, ki ga izraža z notranjimi monologi. Najprej je žalostna in bi se kar podrla sama vase, nato je ob obnovi vznemirjena in si je všeč. Hiša si metaforične pomene, na primer rumeno sonce, zlato sonce, predstavlja dobesedno, kar je razvidno iz besedila in ilustracij. Sonce primerja z nečim, kar pozna, na primer, mora imeti krila, če je na nebu, sveti kot žarnica, morda je kosmato, ker je vroče. Začne dvomiti, da je eno samo, zato si želi, da bi tudi ona imela svoje sonce. In ga dobi. Dobi namreč ljubečo hišo, ker, se opravičujem, dobi ljubečo družino, ker, citiram, hiše pač niso na svetu zato, da bi živele same. Opozoriti velja še na letečo hišico Daneta Zajca, ki sodi med kratke fantastične zgodbe. Hišica poskrbi za to, da v mestu ne prebivajo samo hiše, ampak raste tudi drevje, ki je zeleno, hiše niso več sive in hišaste, ampak postanejo na koncu vesele in prijetne in tudi sonce se vsak dan ustavi pri njih. Še pomembnejše se mi zdi besedilo ali pa morebiti celo najpomembnejše od vseh danes predstavljenih delo Hiša Daneta Zajca z ilustracijami Matjaža Šmida, ki je pripoved o namembnosti zgradb in zgodovini arhitekture. Prvoosebna pripovedovalka Hiša že v uvodu pove: podobna sem njim. Pravzaprav sem takšna kot človek, ki gospodari po meni, sem kot telo. Človek je življenje v meni. Sem človekov značaj,
namreč značaj tistega, ki v meni spi, je, bere, kuha, izdeluje reči, se veseli in žalosti. Hiša opiše svoje razpoloženje z okni, kakor da so okna njene oči in v njih se zrcali njena duša. Okna žarijo, kadar so vesela, ob zadovoljstvu so okna zastrta, zjutraj pa so okna zaspana, včasih so žalostna. Žalostna je hiša prav posebej v primerih, če jo zapustijo njeni prebivalci, ker stojim tam in počasi propadam, zapiše Dane Zajc. Hiša rada živi v zgodbah in pravljicah, včasih v njej živijo tudi strahovi. Vesela je, kadar v njej živi ljubeča družina, rada ima zvoke novorojencev in igrač. Avtor ob prebivališčih omenja tudi hiše, ki imajo posebno namembnost, na primer mlin, zidanica, tovarna, zapor, gledališče, galerija, šola. Tudi tem prostorom dajejo vzdušje ljudje. Navedeni so različni gradbeni materiali, iz katerih so bile hiše od nekdaj zgrajene, na primer les, kamen, ilovica, šibje, slama, kože. V zadnjem delu predstavlja hiša zgodovino hiš, ki so nastale najprej kot zavetje iz vej, kamnov ali snega, omenja graditelje prvih mest, obzidij, preročišč, templjev, cerkev v različnih slogih. Hiša pripoveduje o vonjih, o svetlobi in sencah, o pokrajinah, ki jih ljudje pozidajo. Mestoma hiša nagovori mladega bralca in mu poda razlago o tem, kdaj hiša postane dom. Posebno mesto ima zgodovinska realistična proza, ki je tisti del otroške in mladinske književnosti, ki stavbno kulturo velikokrat predstavlja okvir književnega časa in prostora. Po tipologiji ustrezajo tovrstna besedila največkrat skupini besedil, ki upovedujejo zgodovinsko resničnost, torej fakt, ter izmišljene literarne osebe in dogodke, torej fikcijo. Navedla sem zgolj nekatere primere, ki so tudi precej brani. V sodobni mladinski prozi izstopata dva realistična socialno-psihološka romana, in sicer Sanja v belem štrpedu Marjane Moškrič in Sončnica Vinka Möderndorferja. Marjana Moškrič skozi opise dveh prostorov, ki se nahajata v istem mestu, to sta cona in zeleni gaj, odpira pereča in temna vprašanja razslojevanja družbe, socialne neenakosti, celo izključenosti in izgube temeljnih pravic. Na eni strani ima zeleni gaj vse, odlične šole, kulturne ustanove, športne objekte, druge javne in zasebne zgradbe. Cona pa zmeraj manj, na koncu zaprejo še knjižnico kot pomembno središče znanja. Ob navedenih atributih bogastva, kot so blagovne znamke, v katere se oblačijo prebivalci zelenega gaja, prestižne znamke avtomobilov, velike hiše, izstopajo prav slednji, torej opisi teh hiš, v katerem pa je zelo malo ljubezni, v naselju vlada odtujenost, nadutost, nepristni in izumetničeni in hladni odnosi, ki so samo na prvi pogled prijateljski in prisrčni. Roman Vinka Möderndorferja Sončnica
pa govori o dveh prvoosebnih 15-letnih pripovedovalcih, Vorancu in Ajdi, ki sta na začetku najboljša prijatelja. Na ulici, kjer živita, stoji stara, zapuščena, na pol podrta vila, ki v njiju najprej zbuja strah. V vilo se vseli starejša ženska, klošarka, ki jima pove, da jo je hiša našla. Tudi ona v njiju najprej zbuja strah. Vendar postanejo prijatelji, na koncu pa Sončnica žal umre. Voranc ugotovi, citiram: "Hiša je bila živa, Sončnica ji je vrnila življenje. In ko so Sončnico odpeljali, je tudi hiša umrla z njo, kajti podrli so jo." Na koncu ni več vile, prijateljstvo se razpusti in Ajda ugotovi: v resnici je brezdomec vsak, ki ga nima nihče rad. Prav posebno mesto med dramskimi besedili ima lutkovna igra Hiša Alenke Goljevšček, ki je bila objavljena v zbirki Čudežni kamen. Hiša je glavni dramski lik, ki že v prvi didaskali je omenjeno, kakšna je, pripovedovalec razlaga, da je lesena, kdo v njej prebiva, ko ni več ljudi, na koncu pa je vendarle hiša dobra, hiša je tista, ki obstane, hiša je tista, ki svojim prebivalcem, čeprav to niso več ljudje, daje zavetje in zato je srečna. Hiše imajo v izvirnih slovenskih otroških in mladinskih besedilih in ilustracijah dva pomena. Najpogosteje so obravnavane kot književni prostori, pri čemer različne vrste stavb izražajo ob književnem prostoru tudi književni čas ter navade ljudi, ki v stavbah živijo. Na primer v gradu, družinski hiši, stolpnici. Stavbe kažejo na socialni položaj posameznikov, na primer nekdo živi v revni koči, drugi v gradu, tretji v razkošnem sodobnem stanovanju. Druga varianta pa je antropomorfni položaj stavb oziroma hiš, ki niso več le prostori, temveč je v tovrstnih besedilih izražena dvojnost v razmerju hiša-dom, posledično čustev hiše, na primer njen strah, veselje, zaskrbljenost in izražanje njenih misli, ki so zlasti povezane s prebivalci glede na namembnost stavbe. Na primer bolnišnica, zapor, šola, bivalni prostor. Ali, kakor pravi Dane Zajc, sem hiša, pripovedujem o sebi, o ljudeh, ki živijo v meni, in o tistih, ki so me zgradili. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam.